Lepo pozdravljene, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci in dobrodošli v podcastu 35 let Slovenije na spletnem portalu domovina.je. Serija pogovorov, ki jo pripravljamo, kot že rečeno, ob 35. obletnici samostojne Slovenije. 25. junij, praznik, ko smo dobili svojo državo, se približuje. Dva od tedanjih ključnih akterjev slovenske osamosvojitve sta danes naša sogovornika, brez katerih verjetno samostojne države ne bi bilo. Oba sta dala svoj pomemben prispevek k tistemu uspehu. Z nami sta dr. Dimitrij Rupel, prvi slovenski zunanji minister. Pozdravljeni. Z nami je tudi tedanji minister za informiranje, Jelko Kacin. Lepo pozdravljeni. Dobro večer. In najprej seveda od obeh želim najprej en tak vtis 35 let samostojne države. Kakšne občutki vaju zdaj nekako prevzemajo ob tej številki, 35 let. To pa ni več kar tako. Ko ste bili takrat zraven, ko pravite, da niste še konec 80-ih verjeli, da se bo osamosvojitev zgodila tako hitro. No, gledajte, tisti čas je bil čas ob koncu hladne vojne. Tukaj imam jaz seznam dogodkov iz tistih let, tistih 15 let med letom 1989 in 2004 je bilo polno, ogromno dogodkov in seveda jaz predvsem, ko mislim nazaj, to primerjam s sedanjim časom, ko se je hladna vojna že spet začela, oziroma ko je konec hladne vojne. Konec konca hladne vojne. Danes smo sredi vojn na Bližnjem vzhodu, v Ukrajini in tako naprej. Skratka, hočem reči, tisti čas, ko smo se osamosvajali od začetka, pa od Majniške deklaracije, plebiscita, pa do tistega parlamentarnega sklepa, oziroma tiste deklaracije o neodvisnosti in tako naprej. Torej, v tisti čas je bil poseben čas, ko se je praktično po celi Evropi marsikaj dogajalo in smo prav se vključili v neko splošno, ne maram uporabiti besede revolucionarno vzdušje, ampak dejansko je bilo zelo prelomno vzdušje. Današnji čas je pa precejšnje razočaranje oziroma precej obupen čas v primerjavi s tistim. Tisti čas jaz jemljem kot enega najsrečnejših časov v 20. stoletju za Evropo, za Evropejce, za vzhodno Evropo, posebej za Slovence. Preden dam gospodu Kacinu besedo, kaj pa je potem vaše največje razočaranje ob tedanjih sanjah? Recimo, vi imate v zadnjih 10-12 letih en kup dogodkov od začetka okupacije Krima, začetka vojne v Ukrajini in tako naprej. Mi imamo en zelo nesrečen dogodek, ki se mu reče priznanje Hamasa oziroma Palestine. Slovenska vlada se je odločila za en korak, ki je, bi rekel, v nasprotju s tistim, kar smo želeli in kar smo delali v tistih letih, 35 let nazaj. Gospod Kacin. Ja, jaz bi najprej rekel, da mi z nobeno dejanje, odločitev, karkoli sem že počel v tistih časih pred 35, 36 leti, ker je vendarle treba pogledati v leto 90. Takrat se je zgodil prelom demokracija. Mi ni žal. Sem ponosen na vse, kar smo takrat skupaj naredili. Ampak jaz bi se strinjal s kolegom Dimitrijem. Tako kot leta 1848 je bila druga polovica 80 let ali pa zaključek, iztek 80 let na pomlad narodov. Tam se je začela solidarnost v Gdansku. Ravno 14 dni nazaj sem bil v Gdansku, sem se šel malo sprehajati tam okrog Ladedelnice in malo bujati te spomine. Vse je, kako bi rekel, žarelo, vrvelo. Padal je Berlinski zid. Čez noč, v trenutku,
sta se združili dve Nemčiji. Vzhodna Nemčija je postala del Evropske skupnosti, postala je del zavezništva v NATO. To so bile take globoke spremembe. Razpadala je Sovjetska zveza. Ne, da gremo nazaj. Marca 1991 je bil naš obrambni minister, jugoslovanski general Kadijević v Moskvi in je iskal podporo za izvedbo vojaškega udara v Jugoslaviji. Pa so mu rekli, ja, seveda, ampak najprej moramo odstraniti predsednika Gorbačova. Tako vrenje je bilo takrat. No? In mi smo res imeli zgodovinsko priložnost in smo jo tudi izkoristili. Tisto, kar je pa treba pri nas povedati, da pa v tistem izteku 80-ih let se je pa na domači politični sceni, poleg te normalne demokratizacije, nastajanja novih strank in gibanj, se je pojavila pa tudi ena čudna pojava, ki smo ji priča še danes in se glasi samo, da ni Janša. Takrat so bila prizadevanja, kako preprečiti, da bi Janša postal predsednik Zveze socialistične mladine Slovenije, in v tem kontekstu je seveda treba videti tudi vse tisto dogajanje, ki se je zgodilo na Roški, aretacija. Konec koncev je takratno politično vodstvo slovensko pravzaprav, kako ne rečem, prosilo in rotilo JLA naj vendarle ukrepa in naj zahteva aretacijo. Aretacijo tako naredila naša slovenska udba, to je naš slovenski vrh, je stal za tem. In v tistem vrenju se je pač zgodilo, kar se je zgodilo. Sem nekaj dodati. Ja. Omenil si padec Berlinskega zidu, to je bil konc hladne vojne, definitivno konc hladne vojne. Ampak mi smo Majniško deklaracijo objavili že pol leta pred padcem Berlinskega zidu. Slovenija je bila nekoliko naprej od drugih vzhodnoevropskih držav, da ne govorimo o Nemčiji. Maja 89. Ja. Za razliko od zdaj, ko smo za drugimi vzhodnoevropskimi državami, ki so v tem času res napredovali in marsikaj dosegle, da ne govorimo o Baltih, ne? Enostavno tako kot je bil on vprašan, kaj pa me moti. To, da nismo izkoristili optimalnih priložnosti, da ta potencial, da smo bili med najbolj razvitimi v tistem času, nismo razvijali naprej, da nas prehitevajo po levi in desni, ne le na Zahodnem Balkanu, po celi vzhodni Evropi, drvijo lepši prihodnosti naproti. In to zadnje 4-letno obdobje je bilo res nekaj takega. Jaz vedno povem to anekdoto. Leta 80. No. Leta 80 je bilo 35 let po koncu druge svetovne vojne. Zdaj je 35 let naše samostojnosti. Takrat je umrl Tito, ne? Borci so se spraševali 35 let po vojni, ali smo se za to borili. Jaz sem pa ravno diplomiral na FDV. In pri zagovoru diplomske naloge sem dobil vprašanje. Vprašali so me, profesorca, ki je bila v komisiji, rekla, kakšno je bilo stališče Komunistične partije Slovenije do ženskega vprašanja leta 1937. In jaz sem jo pogledal, sem malo stal brez sape in potem sem rekel, ne vem in me ne zanima. In druga dva člana, oba sta zdaj že pokojna, eden je bil predstojnik tedaj katedre Zorc, Dimitrij se ga spomni. Ja, general major Zorc. In drug je bil pokojni doktor Anton Bebler. Ne? Sta me potem vprašala, pa kaj vam je pa to bilo treba reči? No, zakaj to? Sem rekel, za dušo. No, ampak vseeno, zakaj? Ja, sem rekel, zato, da mi je odleglo. No. Pač, mi smo zdaj imeli 4 leta te leve vlade z stranko, ki se imenuje Levica z velikim L, in to nas je pahnilo še dlje, stran od vseh trendov, ki se dogajajo tukaj v vzhodni Evropi. In jaz mislim, da je nastopil čas, da povemo, dovolj je dovolj. No? Zdaj je čas, da se poberemo in da krenemo skupaj, da presežemo te zamere, da vidimo čez in da stvari premaknemo v pravo smer. Ja, o tem, kaj je šlo na robe. Prebral sem intervju z tem novim predsednikom vlade Madžarske, Mađarom.
ki govori navezujem na to, kar je kolega Kacin govoril, govori o višegrajski skupini, ki naj bi se širila in med kandidati za širitev našteva Avstrijo in Hrvaško, Slovenije ne. Ne, tudi Slovenija je bila omenjena. Ko je obiskal kanclerja Merca, je bila omenjena tudi Slovenija. Samo Hrvaško in Avstrijo. Govoriva v istem intervjuju. Ne govori v istem intervjuju, ampak o njegovem obisku pri Friedrichu Mercu v Nemčiji, kjer je bilo govor o tem, da si želi širitve višegrajske skupine, pa celo Nemčija je bila omenjena. Ampak torej v Špiglu Slovenije ni. Ja. No, ampak dajmo, ko smo že ravno tukaj. Mi sodimo v to skupino. Absolutno. Od Baltika do Jadrana je treba vzpostaviti to zavezništvo, notranje, kohezijo vzpostaviti, gospodarsko sodelovanje. Ja, seveda. No, se bomo o tem še razpravljali, ampak dajmo se zdaj vrniti še enkrat v čas osamosvajanja oziroma na začetek. Mlajše generacije, ki prihajajo, da bodo bolje razumeli, kje je bil tisti prelomni trenutek, ko ste se zavedali, zdaj pa je čas, da gre Slovenija po svoje. Zdaj afera JBTZ seveda je bila tako in drugače prelomna, ker je na ulice pognala takšno število ljudi, ampak vi ste pregovorili, da ste na nek način se pridružili revolucionarnemu gibanju, pa saj govorimo o revolucijah leta 1989, skočili ste verjetno nekako na ta vlak. Bi se brez dogajanja v Nemčiji slovenska osamosvojitev lahko zgodila, ali je bil preprosto tisti trenutek pravi? No, jaz mislim, da so se te stvari dogajale sočasno. Zdaj, na to vaše vprašanje nimam odgovora, ampak če skušam izvzeti nek poseben trenutek, ki je bil zelo pomemben za osamosvojitev, je recimo sestanek na Račjem otoku. Sestanek na Račjem otoku je bil sestanek vseh strank Demosa in takrat je Pučnik postavil vprašanje, a gremo ali ne gremo? A gremo ven ali ne gremo ven? A se bomo borili ali se ne bomo? A se bomo streljali ali se ne bomo? In takrat so vse stranke, nekatere nekoliko zadržano, ampak vendarle izjavile, da gremo. In to je bil tisti trenutek, ko se je, to je bilo leta 1991, ko se je stvar premaknila res dokončno in je stekla. Gospod Kacin. Zdaj smo se v glavnem pogovarjali o teh, kako ne rečem, okoliščinah, mednarodnem dejavniku, ki je vplival na nas, pa pozitivni zgledih, demokratizacija v vzhodni Evropi, pa združitev, padec Nemčiji, padec Berlinskega zidu. Ampak mi smo imeli tudi ogromno teh negativnih dejavnikov. Imeli smo Miloševiča, ki je bil vsak dan močnejši, vsak dan bolj podivjan. Imeli smo Gazimestan tam na Kosovo, kjer smo slišali neverjetne grožnje. Ljudje so, da so se prestrašili. Ljudje so razumeli, da Jugoslavija razpada pri živem telesu. In ljudje so razumeli, da je treba poskrbeti zase, za svojo družino, za svoje premoženje, da se je treba izogniti temu, kar je grozilo iz jugovzhoda države. In to zavedanje je ljudi pripeljalo do tega, da takoj, ko je bila politična opcija in se je začelo zbirati pozitivno energijo, so oni podprli to pozitivno energijo. To se je pokazalo na volitvah, kjer je sicer Demos za malenkost ujel zadnji vlak, da doseže potrebno večino, in od takrat se lahko učimo. To je bila predvolilna koalicija. Demos je nastal pred volitvami. Demos pomeni demokratična opozicija. Ja, ampak povezali so se, ne? Ključno je bilo, da je na koncu prišla še ena stranka zraven, zeleni, ne? Brez teh zelenih ne bi bilo potrebne večine. In potem je ves čas so razmišljali, da je to kako najšibkejši člen te koalicije in na nje so štartali in tako naprej. Ampak dajmo povedati, gre za političen proces, gre za politično odločitev, gre za politično vodenje. In ta Demos je odpeljal Slovenijo do osamosvojitve in čez.
Ni bilo drugih. Demos je to naredil in Demos si lasti zasluge za to. In to je treba vedno znova povedati. Skupaj zmoremo več in bolje in hitreje. Pod tem sloganom se vedno lahko zberemo. In drugo, treba videti čez. Moraš videti čez in tako kot se zdaj opozicija ne zna odločiti, ali bi sodelovala na nek način pri povezavi za boljšo prihodnost ali ne, je bilo tudi takrat. In takrat je vendarle del opozicije razumel, da je potrebno pri tem na nek način sodelovati in to nam je nekatere stvari olajšalo, ne pa vse. Če dovolite, prej smo govorili o tekmovanju med evropskimi državami, katera bo najhitrejša, katera je bila najbolj naprej, bolj zadaj in tako naprej. Kaj pa Jugoslavija? V Jugoslaviji je bila Slovenija prva. V vseh drugih republikah na Hrvaškem so nam sledili z veliko zamudo, v Srbiji so se stvari dogajale še celo leto zelo, bi rekel, kaotično, Makedonija je bila poznejša. Takrat je bila Slovenija, da tako rečem, zgled, recimo Hrvaški. V Ljubljano so po ustanovitvi Slovenske demokratične zveze prišli hrvaški predstavniki, hrvaški liberalci, Gotovac, Goldstein, bi se radi vključili v našo stranko. Jaz sem rekel, za božjo voljo, dajte si ustanoviti svojo hrvaško liberalno ali pa demokratično stranko. Kje pa je to mogoče? To pa pri nas sploh ni mogoče in tako naprej. Tudžman je potem seveda naredil svoje in se uveljavil kot, bom rekel, tisti najbolj učinkovit lider na Hrvaškem in potem je tudi Hrvaška prišla za nami. Ampak med Slovenijo in Hrvaško... In dobila svoje HDZ, ne? Prosim? In dobila potem svoje HDZ. Ja. Dobro, veste, HDZ je naredil pravzaprav tisto, kar je bilo za Hrvaško nujno. Hrvaška je bila okupirana od srpske vojske, jugoslovanske, potem pa srpske vojske in jaz mislim, da je treba samo pozdraviti to, kar se je na Hrvaškem zgodilo. Dajmo pobrskati po spominu začetek leta 1989, sami ste omenjali Slovensko demokratično zvezo SDZ, vi ste bil zraven, politično ste se aktivirali, potem ste pozneje postali podpredsednik Demosa. Kakšni časi so to bili ustanavljene SDZ, v kakšnih okoliščinah je to potekalo, glede na to, da je bil teoretično še vedno enopartijski sistem? S kakšnimi tveganji ste se takrat soočali, ko ste šli v to zgodbo? Ja, prav smo šli na slepo. Mi smo ustanovili Slovensko demokratično zvezo 11. januarja 1989, skratka dolgo pred padcem Berlinskega zidu in mi smo tudi dali pobudo za to majniško deklaracijo. Takrat je bil Cankarjev dom za ustanovni kongres poln do zadnjega centimetra. Po hodnikih so imeli dodatne ekrane, televizorje, da so spremljali, kaj se dogaja. To je bil zelo, zelo, kaj ne rečem, euforičen in srečen čas, se mi zdi, za Slovenijo. Zelo malo zatem se je ustanovila Slovenska socialdemokratska stranka s Tomšičem, ki ga je potem nadomestil Pučnik in tako naprej, in potem navsezadnje tudi Janša. Potem je nastala stranka Krščanski demokrati in dejansko se je takrat prostor širil vsak dan. Vsak dan je bilo kaj novega in vsak dan je bila situacija, da tako rečem, bolj zanimiva, boljša, bolj svobodna. Ljudje so, se mi zdi, razumeli sporočilo Nove revije iz leta 1987 s tistimi prispevki za slovenski nacionalni program. Enkrat sem v bolnici, mi je ena zdravnica prepodvala, rekla, ja, sej, osamosvojitev, fajn, ampak vsi smo se pa strinjali s prispevki za slovenski nacionalni program. To se mi zdi zelo zanimivo in v resnici bral sem nedavno en članek od Grdina zgodovinar, primerja slovenski in hrvaški razvoj in šteje to, kar se je dogajalo pri nas, skupaj z Društvom slovenskih pisateljev, pa Majniška deklaracija, pa Nove stranke, pa tako naprej, šteje kot nekaj podobnega Václavu Havlu na Češko-Slovaški. Torej, v resnici je bil to
po en stran čas poguma in prodiranja v neznano, na slepo, po drugi strani je bil pa to del, da tako rečem, delec, fragment tega splošnega navdušenja v vzhodni Evropi. Pa ste, Jelcin je nama s Peterletom maja 91 rekel, ko sva ga obiskala, on Miloševića ni hotel sprejeti, sprejel pa je slovensko delegacijo in rekel, veste, Sovjetska zveza bo razpadla in nastale bodo samostojne države in tako naprej. On je napovedal čisto vse točno in takrat se nam je odvalil kamen od srca. Do takrat seveda smo vedeli, da je tveganje zelo veliko, po tistem se nam je zdelo to tveganje nekoliko manjše, čeprav seveda Rusi niso prav dobro razumeli jugoslovanske situacije in nekaj časa so seveda tudi, rečem, naši zavezniki v Rusiji podpirali enotno Jugoslavijo, da ne govorimo o Američanih, da ne govorimo o Mitterrandu, Francozih in tako naprej. Bilo je, potem ko smo se doma zmenili, je bilo treba poskrbeti za mednarodno priznanje. To pa je bil zelo velik napor. Bomo to še govorili. Ja. Kakšni so vaši spomini na SDZ in oblikovanje Demosa potem, leta 1989, to leto, ki je bilo ključno? Ne? Ja, to je bil predpogoj za vzpostavitev večstrankarskega sistema. To je moral biti odmik od enopartijskega sistema. In zakaj so dovolili v Sloveniji demokratične volitve potem, 90. Jih niso dovolili, so bile izsiljene. Saj niso mogli. Proti temu ni bilo več mogoče se postaviti po robu. Ko se je zgodila Roška, ko so bile množice na cesti, potem je bilo jasno, da je treba razmere umiriti. In edini način umirjanja razmer je bil demokratičen način iti na volitve. Drugače se to preprosto ni dalo storiti. Jaz sem bil takrat v Zvezi socialistične mladine, sem tudi na volitvah leta 90 kandidiral v Kranju in seveda nisem bil izvoljen. Ampak ker smo že prej sodelovali v tem komisiji za splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaščito z SMS, z Janezom Janšo in še mnogimi drugimi, sem bil že pred imenovanjem vlade povabljen, da se pridružim na obrambi in da prevzamem funkcijo namestnika sekretarja za obrambo. Jaz sem Janšo opozoril, da v Demosu ne bodo zadovoljni s tem, pa rekel, dogovor je pač tak. O tem, kdo bo pri meni, bomo odločali mi. Dogovor je bil, predsednik izvršnega sveta bo tisti, ki bo dosegel največ znotraj Demosa in to je bil en princip demokratičen, ki ga je bilo treba spoštovati in z tega se je potem vse skupaj razvilo. Jaz sem se potem v nadaljevanju, ker sem imel ves čas obilo težav pri opravljanju moje funkcije namestnika ali pa potem sekretarja in ministra za informiranje za svojo lastno stranko, sem šel leta 92 na volitve za demokratsko stranko, tako kot Dimitrij. Jaz sem bil predsedniški kandidat, Dimitrij in ostali so šli v državni zbor. No, se to bi malo kasneje še razpravljali, zakaj je SDZ razpadla in to, ampak morda, če smo še v tem obdobju pred volitvami, rekli ste, se niso imeli možnosti, ampak recimo ni pa bilo nobenega vojaškega posredovanja, da bi demokratične volitve preprečili. Ste se tega vendarle bali, ko ste šli v demokratične volitve takrat? Ne. Tega se ni bilo kaj bati, to je bila pravzaprav edina rešitev. Z demokratičnimi sredstvi je treba poraziti dotedanje sile. Samo na ta način pride do neke spremembe. Ljudje so to pričakovali. Gre tudi za to, da je Milan Kučan oziroma da so komunisti takrat ugotovili, da je njihova rešitev pravzaprav v tem, da se etablirajo v Sloveniji proti Miloševiću in proti, da tako rečem, centralističnim silam in tako naprej. Mi smo znotraj Slovenije izborili veliko stvari pozitivnih in zanimivih in prelomnih in tako naprej. Ampak cela ta zgodba se ne bi dobro končala oziroma bi imeli veliko večje probleme, če ne bi doživeli zaupanja in razumevanja mednarodne javnosti, mednarodnih političnih organizacij, Nemčije, predvsem Avstrije, potem tudi Vatikana in tako naprej in tako naprej.
država ne bi mogla funkcionirati, če ne bi imela mednarodnega priznanja. Tako da jaz mislim, da mi zelo pogosto govorimo o tem, ja, smo se osamosvojili, praznujemo 25. junija, dan državnosti, ampak država je prav nastala šele po 15. januarju, jaz bi rekel 15. januarju 1992, ko je dobila mednarodno priznanje strani Evropske unije, čemur so potem sledila priznanje vseh drugih in tako naprej in tako naprej. Ja. No, jaz bi šel malo nazaj. Ne. To politično vprašanje, zakaj ni bilo preprečena demokratizacija. Prenovitelji so takrat našli eno tako pot iz zadrege in so govorili o sestopanju oblasti. Z oblasti. O tem so govorili, niso resno mislili na to. Ampak vendarle, to je bil en mehanizem, ki je v bistvu pomenil preživetje Zveze komunistov Slovenije. Ne? Preživetje, ostati na politični sceni. Nihče ni bil s tem zadovoljen, zelo malo je bilo takih, ki so bili pripravljeni se stopiti z oblasti. Eden od teh najbolj iskrenih je bil Ciril Ribičič, ki je pač priznal, da on, mnogi drugi so pa še skozi sanjali, da bodo na tak ali drugačen način iz ozadja stvari peljali naprej, ampak vendarle se je zgodilo. In ko se je zgodilo, so se pa zganili drugi, da bi to preprečili. Samo da pridemo do tega trenutka. Rezultat volitev je bil, ampak pred imenovanjem izvršnega sveta Lojzeta Peterleta je prišel ukaz o razorožitvi teritorialne obrambe. Zvečer, ob 10. zvečer, dan pred ustanovitvijo vlade, je prišla depeša šifrirana, ki je bilo treba dešifrirati in kjer je lepo pisalo, da je treba orožje teritorialne obrambe, vse orožje prenesti v objekte pod nadzorom JLA. Takrat se je začelo. Takrat so imeli Hrvati še večje probleme. Njim so praktično pobrali vse orožje. Nam so pobrali 70%. Recimo. No. Ja. Jaz imam svojo izkušnjo. No. Pač povem, depeša je prišla, poslali so jo na tiste, ki jih je to zadevalo, župana pa še koga, in jaz sem dobil depešo tako, in kaj zdaj narediti? Ugotovili smo, ker smo imeli orožje že v vojašnici spravljeno, da treba orožje spravljati ven. In zato smo se odločili, na hitro pripravili vajo za primer potresa in od elaboratu vaje zahtevali, da ven vozimo šotore in postelje zložljive, in šli smo po to, s to vajo noter, in so moji sodelavci, ne jaz osebno, jaz sem pač brez vednosti predstojnika to podpisal, bilo jih je 6 fantov, ki so to zadevo izpeljali, 246 kosov orožja in 36 tisoč kosov streliva so ven pripeljali v 2 furah skupaj 4 vožnje s kombiji iz kranjske vojašnice, in to orožje nam je potem prišlo zelo prav. Zanima me, kakšen je vajen pogled na tisti famozni zadnji kongres Zveze komunistov, kjer je Zveza komunistov Slovenije dramatično odšla, ne, po tistem govoru Cirila Ribičiča. Marsikdo meni, da so s tem odločno pripomogli tudi oni k osamosvojitvi, so bili prisiljeni v to potezo, so bili odnosi tako slabi zaradi Miloševića, ki jih je preglasil skupaj s komunisti iz Črne Gore, ne, vemo, kakšna je takrat bila situacija. Skratka, kako vidva gledate na ta zadnji kongres, ne, v Sloveniji zdaj marsikdo daje tudi velik pomen temu odhodu in samemu ravnanju partije. Pomen tega odhoda ni majhen, ne. Gotovo je bilo to pomembno, ampak bil je skrajni čas. Pa volitve so se bližale, kdaj so oni, januarja, mislim. 90, ne. Ja. Ne? Ja. Torej, mislim, da če so oni hoteli dejansko sebe na nek način obdržati pri življenju, so morali nekaj takega narediti. Jaz ne verjamem, da so bili oni tam na licu mesta v Beogradu tako zelo jezni na Miloševića, pa da so potem sklenili, no zdaj imamo pa tega dosti. Šlo je za preživetje. Šlo je za preživetje in jaz mislim, da so se odločili zelo, kaj ne rečem, strateško ali pa taktično tudi, ne, seveda, da so naredili to, kar so naredili. In potem je seveda lahko Milan Kučan kandidiral za predsednika republike, pa to je bil zelo kratek čas.
med izhodom iz kongresa in predsednika predsedstva takrat. Ja. Ne? Ja. Kaj sem rekel? Republike Slovenije. To je bilo kasneje, 92. No, v redu. Ja. No, jaz mislim, da je bil to, kot je rekel Dimitrij, način preživetja. Jaz se vendarle spominjam, da v tistih letih od 85 naprej je prišlo do množičnega osipa članstva v Zvezi komunistov Slovenije. Ljudje so izstopali, niso več plačevali članarine, odhajali so. Ne? In vodstvo je vendarle presodilo, da če bojo ostali brez članstva, ne morejo preživeti, tudi se stopiti ne morejo, potem je vsega konec. Torej, to je bil zadnji trenutek. Ne? Seveda so bile pa v zadju tudi druge kalkulacije. No? Torej, nihče ne smemo zmanjševati tudi pomena teh starejših komunistov, recimo Vinko Hafner s tistim svojim palcem, ko je žugal in opozarjal. Miran Apih, recimo. Ja, opozarjal Miloševića, da to se ne bo dobro končalo. No? Skratka, to so bila res opozorila, ko so partijski ljudje, rečemo borci, ne, opozarjali na to, da Jugoslavija razpada in da gre v napačno smer, da je treba tok obrniti, in ko se seveda to ni dalo obrniti, tudi aktualnemu vodstvu ni preostalo kaj drugega, kot da odide. To je pravzaprav bil samo ohranitveni nagon. Nočem zmanjševati pomena te odločitve, ampak tudi to je vplivalo, da je prebivalstvo ugotovilo, ne samo, da si lahko nezadovoljen z Miloševićem in z Jugoslavijo, da je treba narediti korak več, da je treba pač oditi. Če je šla partija ven, mogoče pa moramo tudi mi iti ven. Ne? In je bilo treba iti pravočasno, da strnem, ne? Treba je bilo izločiti ozemlje, gospodarstvo, prebivalstvo te države iz katastrofe, za katero smo jasno videli, da bo. Tako, ko imamo danes satelitsko sliko, pa vemo, kaj bo čez 2 dni prišlo, tako se je takrat politično občutilo, da gre Jugoslavija samo navzdol in da bo to res katastrofa. Takrat se je že dogajalo prvo streljanje po Hrvaški, tukaj v Liki, napadali so policiste, bile so prve žrtve. Skratka, zelo jasno se je videlo, kam pa staca moli in kako se bo stvar peljala naprej. In vse to so bila opozorila. In pazite, če vladajoča stranka tega ne vidi in ne ukrepa, pa ni vredno, da preživi. Ne? Sicer pa, če se to ne bi zgodilo, potem tudi rezultat plebiscita pozneje ne bi bil takšen, kakršen je bil. Jaz sem bil na mnogih tistih pogajanjih okrog formule za uspeh plebiscita, koliko mora biti ljudi, koliko jih mora priti na plebiscit, kateri procent je odločilni in tako naprej. No, in jaz sem takrat rekel, jaz se popolnoma nič ne bojim, da ne bi uspeli, zato ker če bodo komunisti, ki so bili takrat že, da tako rečem, oboroženi s tem svojim izhodom iz Beograda, če bodo oni, da tako rečem, podprli to politiko, potem seveda se nam ni treba bati in dejansko rezultat je bil fenomenalen. Ja, no, verjetno tudi zaradi tega odhoda komunistov, ker so njihovi volivci očitno tudi ne glasovali za samostojno Slovenijo. Ampak ja, saj to je bilo naslednje vprašanje. Ne. Preden je prišlo do osamosvojitve, se je zgodila ta ključna stvar za osamosvojitev. Narod je povedal svoje. Kako ste se pripravljali na plebiscit? Kakšni dvomi so bili? Strah, ne vem, da ne bi uspelo, marsikdaj je slišati od osamosvojiteljev, da niso bili prepričani, kako visok bo ta odstotek. Ne. Skratka, če opišete tedanje razmišljanje o plebiscitu, ko ste šli v to? Nimam zelo veliko zapovedati. Torej, v resnici smo se pogajali oziroma se pogovarjali, diskutirali več večerov oziroma noči, ampak moram reči, da nekaj strahu je bilo tudi v Demosu. Tudi na naši strani je bilo nekaj strahu in nekateri so hoteli znižati procent, ki bi pomenil zmago oziroma navadna večina. Ja, kako? Navadna večina. Ja, so hoteli to zmanjšati zato, ker so se bali, da bi lahko seveda naši konkurenti, levica, glasovali drugače. No,
ta strah je bil odveč in okrog tega strahu oziroma okrog tega procenta smo se dajali zelo dolgo časa. Zveza socialistične mladine, jaz se spomnim, kaj so govorili, takrat je bil Školčman, se zdi predsednik, ne, so rekli, naj bo 66%. Jaz sem rekel, pa zakaj 66%? En glas več od polovice je zadost. Ne, to je tako pomembna reč. Skratka, imeli smo resno debato o tem, kdaj bo ta plebiscit veljaven. In hvala Bogu, je ta diskusija oziroma ta polemika zamrla z rezultatom. No, jaz mislim, da en dejavnik je močno vplival na to. Nam se je septembra leta 90 zgodil vdor specialcev JLA na sedež Republiškega štaba teritorialne obrambe. Skratka, Beograd, JLA je na silo pripeljala svojega poveljnika teritorialne obrambe Slovenije. Ni bila dovolj razorožitev, hoteli so še prevzeti celotno strukturo in jo, kako naj rečem, neutralizirati oziroma nam jo odtujiti. To je bila zelo resna situacija. Jaz se spomnim, najbolj mi je v spominu ta slika prihoda, prihaja general Hočevar, tam je pa Jure Šterk, naš znani morjeplovec, in se dere nanj, izdajalec. Skratka, bilo je res, kako bi rekel, dramatično in epohalno, no? In takrat recimo, v redu, oni so zasedli štab, imeli smo pa mi še v Prulah eno skladišče teritorialne obrambe in jaz sem bil poslan tja skupaj z Slaparjem, mislim, da je bil takrat še polkovnik, še ni bil general, no. V Prule, češ bomo to zasedli. Ko sem jaz prišel do tistega skladišča, sem videl tam 3 stolpnice zraven. To neposredna bližina. Neka nizko poslopje je bilo noter in nismo vedeli, a so že noter specialci ali niso. In jaz sem imel samo pol minute časa, da se odločim. In sem se vprašal, kaj bi bilo, če bi bil en vojak JLA ranjen ob tej operaciji, ali pa Bog ne daj, da slučajno najdemo kakšnega otroka, ljudi, ki živijo tam. Nič ne bi bilo. Nobene osamosvojitve ne bi bilo. Nobenega referenduma ne bi bilo več. Ne? Mi smo morali zelo paziti, kako smo takrat peljali, ker so bile okoliščine so bile izjemno dramatične in kakršenkoli zdrs bi lahko povzročil strašno katastrofo. Zdaj pa, da grem naprej, pa je bil pa oktober in so bile poplave tam v dolini Podvolovjeka in JLA je že ponudila, da popravi vtis, je ponudila humanitarne konvoje in so oni peljali opremo. Mi pa smo dramatizirali na drug način, en kup goveda je tam utonilo, pa smo organizirali reševanje teh krav in je policija s helikopterji vozila te kadavre po zraku, zato da so ljudje videli in da so razumeli, da obvladamo razmere. No? Pripravljali smo situacijo. Ne? In tudi Dimitrij to dobro ve, tik pred plebiscitom je bil postroj v Kočevski reki, kjer se je pokazalo, da nismo tako nebogljeni, da nas JLA ni povsem razorožila, da imamo novo oborožitev, da smo odločeni kaj narediti. In tam so bila tista sporočila, zadišalo je po Slovenski vojski. Ne? To so vse dramatični utrinki, ki se stavljajo ta mozaik, ki kopiči to pozitivno energijo, ki se potem izlije v tem vsenarodnem plebiscitu. Ne? In tako kot je bilo prvo vprašanje, nihče od nas ni mogel pričakovati, da bomo šli čez 90%. Ne? Kar pomeni, vse, kar je lezlo in šlo, je hotelo glasovati. Ljudje so bili v bolnišnici, pa so zahtevali te mobilne volilne ekipe, da so lahko glasovali iz bolniške postelje. Skratka, to je bil tak odziv, da enostavno
politična elita mora vedno dvomiti, ne? In kalkulira, kaj bo in kaj ne bo. Ko doživiš enkrat eno tako podporo, potem to ni več podpora, potem je to samo še zaveza, potem ni več prostora. Ne? In potem se je zgodilo tisto, Dimitrij ves čas govori, ključno je bilo mednarodno priznanje. Ja. Ampak bila je to druga stran, ki je rekla, zdaj je pa plebiscit, zdaj pa mi razglasimo samostojnost. Ne? Država je bilo treba najprej narediti. Republika še ni bila država, je bila pol država. No, se to je moje naslednje vprašanje. 23. december, prelomni dogodek, ljudje izglasujejo pravzaprav samostojno državo, razglasite 3 dni kasneje na Štefanovo ta rezultat in potem vam ostane priprava na osamosvojitev. Ne? Se pravi, zdaj pa imate v rokah rezultat, s katerim morate izpeljati osamosvojitev. Ne? Verjetno je to lažje reči, kot narediti. S kakšnimi dvomi, strahovi ste bili potem soočeni, ko ste vedeli, zdaj pa verjetno poti nazaj ni več, ljudje so povedali svoje, kako zdaj iti v to osamosvojitev, kdaj razglasiti samostojnost? No, lejte, razmere v slovenski skupščini tedajni niso bile preproste, zaradi tega, ker eden od zborov, tako vani gospodarski zbor, ne vem, kako se je imenoval. Zbor Združenega dela. Združenega dela, ja. Ni bil v rokah Demosa, ampak je bil, bi rekel, bolj v rokah levice. Tako da smo imeli pri naši zakonodaji, pri zakonih, ki smo jih sprejemali, zelo pičle večine, če smo jih sploh imeli. To je bila ena velika preizkušnja. Sicer pa moram reči, da takrat, ko se je začela vojna, takrat je Gianni De Michelis, italijanski zunanji minister, je rekel, ta vaša vojna je ena oslarija. To se pravi, to, kar vi počnete, ne, v Jugoslaviji, on se je še malo drugače izrazil, jaz se ne upam ponoviti njegovega izraza. Bili so skrajno zadržani vsi evropski državniki do tega, kar se je v Sloveniji dogajalo. Mi smo bili veseli, da se nam je marsikaj posrečilo, da smo zakone pravočasno sprejeli, da zadnji zakon je bil zakon o zunanjih zadevah, ki smo ga sprejeli. Zelo težko smo sprejeli zakon o obrambi. 2 zakona. Ja. Zakon o obrambi in zakon o služenju vojaškega roka. Pa tako naprej. Hočem reči, to je šlo relativno dobro skozi, ampak potem seveda smo pa naleteli na zid odpora v mednarodnem okolju. Berite si zapisnike, izjave evropskih državnikov, tudi jaz sam sem nekaj o tem poročal. Situacija je bila izjemno težka. Še 40 let ne boste samostojni. Nekakor ne priznamo pravice do samoodločbe. Bil je Baker v Beogradu, ki je rekel, nikakor ne moramo, to je bilo pred vojno, nikakor ne moramo priznati neodvisne Slovenije in tako naprej. Ampak zakaj je ta odpor recimo od demokratičnih držav Zahoda, če pa je nastajala demokratična država, ki je bila prej del totalitarne sistema? Ja, tega niso tako razumeli, kot vi zdaj pravite. Meni so mnogi državniki, kolegi v drugih državah govorili, zdaj je čas združevanja, spomnite se Nemčije, ne? Zdaj je čas združevanje, gremo skupaj v Evropo, bo šla Jugoslavija v celoti v Evropsko unijo, skratka, zdaj je čas združevanja, ne ločevanja, ne nacionalizma, smo proti nacionalizmu. Stvar se je prelomila nekako jeseni, bi rekel 91. leta, ko je Kohl, nemški kancler, ameriškemu predsedniku rekel, mi bomo Slovenijo in Hrvaško priznali, ne glede na to, kaj drugi mislijo. In moram reči, da takrat je seveda bila potrebna spretna diplomatska roka Hansa Dietricha Genscherja, nemškega zunanjega ministra, ki je to stvar spravil skozi Evropski svet. Dobro, takrat je imela Evropska unija šele 12 članov in je bilo, da tako rečem, prepričevanje teh kolegov mnogo preprostejše. Glavni problem sta bila Anglija in Francija, oziroma Velika Britanija in Francija. In jaz sem do zadnjega sprašal Genscherja, kaj bosta pa ti 2 državi rekli. Genscher je potem rekel, ne skrbi,
bomo vse uredili. Nemci so takrat, ker so se združili, so bili percipirani kot na nek način vodilni, kot da imajo veliko moč in so jih Francozi tudi na nek način poslušali. Angleži so bili težki, ampak navsezadnje smo tudi njih prepričali, da ne boste mislili, jaz sem hodil okrog tudi voditeljev in ministrov neuvrščenih držav, ker ko je šlo za to, da Slovenija postane članica Združenih narodov, je bilo treba na nek način dobiti glasove tudi neuvrščenih. In vsi smo se bali v zunanjem ministrstvu, da nam bodo nagajali Egipčani, Indijci, Indonezijci in tako naprej. In sem jaz obiskal vse te ministre in jih prepričal, da mi seveda zoper neuvrščenost nič nimamo in je to bi rekel, učinkovalo. Opozarjam na to, da par dni nazaj Nemčija ni uspela postati članica Varnostnega sveta, kar je prej vedno uspelo. In torej tisti, ki razlagajo v Nemčiji ta neuspeh, ravno kažejo na vlogo neuvrščenih, da so zanemarili vlogo neuvrščenih. To seveda v okviru problema med Izraelom in Palestinci, v okviru vojne na Bližnjem vzhodu. Skratka, to je podpora Nemčije Izraelu je tukaj bila usodna. Skratka, mi smo res naredili čisto vse, kar je bilo mogoče, da si priborimo to mednarodno priznanje. Amerika je bila najtežja, Amerika je bila zadnja, aprila, šele 92. Predtem, brez Amerike mi ne bi mogli biti člani Združenih narodov. Ne? V Ameriki je bilo pa tako. Prvič, ko sem se srečal z Igelbergerjem, tako rekoč ni hotel videti, oziroma je mi naklonil par minut. Drugič sem dobil kavo, tretjič sem dobil kosilo, tik pred priznanjem me pa vprašal, pa kdaj pa hočete biti priznani. In seveda in ti je naklonil datum. Sem rekel, ja, seveda. On je rekel, no, enkrat konc marca, začetku aprila, 7. april se mi zdi dober datum, ker da ga moj rojstni dan. No, jaz bi se vrnil nazaj, da bi razumel, kako je delovala tedanja prvič demokratično izvoljena skupščina. Starejši gledalci se bodo spomnili, da je bil tam tudi polkovnik Aksentijevič, poslanec v skupščini. To je bil zbor združenega dela. On je bil predstavnik zaposlenih v vojski, v tem zboru združenega dela. Jaz sem bil takrat še namestnik sekretarja za obrambo in sem moral zagovarjati ta dva ključna zakona, torej brez zakona o vojaški obveznosti mi nismo mogli organizirati služenja vojaškega roka, ne? Skratka, smo bili brez osnovnega orodja, drugo je bil pa zakon o obrambi. In to je bilo res mučno, pa ni bil Aksentijevič največji problem. Sta bila še dva z SMS-jevca, en je zdaj že pokojni, Zlobec, ta drugi je bil Roman Jakič, sedanji direktor Zavoda za rehabilitacijo Soča. Jaz sem približno tako je bilo kot v britanskem parlamentu. Jaz sem moral ustati niti zagovorniški odr ne vem kolikokrat. No. Bližalo se je tromestni številki. No. In, res je bilo mučno. Tam ta bor združenega dela Janše živega ni mogel prenesti. Ne. In se je pač ugotovilo, da na tak način ne bo šlo. Potem je to padlo name, ampak to samo tako mimo grede. Ampak tisto, kar je bil glavni razlog, kar je bilo vaše vprašanje, zakaj niso podprli teh demokratičnih procesov na ozemlju nekdanje Jugoslavije, predvsem Slovenije in Hrvaške. Vsi so bili obsedeni z nevarnostjo razpada Sovjetske zveze. To, da bo razpadla, to je že marsikdo vedel. Ampak bali so se nekontroliranega razpada, kaj bo z jedrskim orožjem, kdo se bo do tega dokopal. In mi smo bili kolateralna škoda. Torej, ta naša demokratizacija je bila
in decentralizacija in dezintegracija se je razpadala. Tukaj je bila vedno razprava, ali smo se mi odcepili ali je razpadla. Najprej je razpadala, umirala je, ni več delovala. No, inflacija je bila taka, da Bog pomaga. No, to nihče ne verjame, ki tistih časov ni doživel. 2500. Ja, no, torej, skratka, nobene perspektive ni bilo. No, vsak penzionist se je vprašal, 2500% inflacija, naslednja penzija, bo sploh še kaj, ali bo sploh še za mleko, ali bo za kruh. No, mislim, to ni peljalo nikamor. Socialna stiska in strah je bil vse povsod prisoten. Ne? In v takih razmerah nobena država ni želela uspodbuditi tega. Ne? Tisto, kar je nas etabliralo, je bil napad JLA. Ko se je to zgodilo in se je naenkrat v 10 dneh pokazalo, da ne zmorejo nič, ko se je pokazalo, da mi ne bomo pobegnili v tujino, ampak da se bomo borili, ko smo kljub vsemu iz dneva v dan bili močnejši. Ne? Vam bom povedal en primer, ki ga tudi javnost ne pozna. Ta tankovski bataljon, tanki na Brniku, ne? Poslali so jih tja brez hrane, brez vode, brez vsega. Prepričani so bili, da se bojo samo tja zapeljali. Naša stran je najprej ranila poveljnika in potem je namestnik, ki je bil Slovenec, prevzel operacijo in potem se je organiziralo za te uboge vojake nekaj, kar jih je popolnoma zmehčalo. Zbralo se je nekaj posadk, s kombijem so jih peljali na letališče, najprej so jih stuširali tam, potem so jih preoblekli, so jim dali sveža oblačila, dobili so topel obrok in ki je bilo tega konec, so vojaki samo še spraševali, kako lahko pobegnejo in kam lahko grejo. Tisti bataljon je v nekaj dneh ostal brez vojakov. Da so lahko tanke odpeljali, potem ko smo dosegli dogovor, so morali priti vozniki od drugot, da so lahko te tanke naložili in odpeljali. Skratka, mi smo se dokazali, ne da se razglašamo za samostojno državo, ampak smo bili učinkovita država. Zdaj, teorija, ne? Lahko bo JLA rekla, naredili smo preveč napak, pa smo se morali umakniti. Porazili smo jih. Brez elektrike, brez vode, brez hrane, brez telefonske povezave. Tako kot so starši naših vojakov od nas zahtevali, da je vrnemo vojake na služenje vojaškega roka, tako so se starši organizirali v Beogradu in pred Zvezdnim sekretariatom za ljudsko obrambo. Matere. Ja, vratite nam našo deco, so skandirali. Ne? In to je lomilo jugoslovansko ljudsko armado. Ampak najprej smo mi morali na terenu pokazati. Skratka, mi smo kljub grožnjam, povem, marca sva bila z predsednikom izvršnega sveta Peterletom skupaj pri Antiju Markoviču. Prej je to izgledalo tako, da sta hodila Peterle in Janša in na oni strani ni bilo nikoli Kadijeviča. Potem se Janša naveličal in sem enkrat šel jaz na mesto namestnika, ko so prišla midva s Peterletom, je bila tam samo daktilografkinja in Markovič. In ves čas je zahteval dve stvari. Najprej, na prvem mestu je zahteval, da fante pošiljamo na služenje vojaškega roka, ker JLA to zahteva. In drugič, da vplačujemo carine, ki jih nismo vplačevali. To je zahteval od tega. In ves čas je bila zgodba o tem, mahal je s tem papirjem, vojska zahteva od mene, da dam pooblastila, da prevzamejo oblast. Pa dejte vsaj to, pa dejte vsaj to. No, to je bilo tudi na Brionih, ne, glavna debata. Tudi Markovič sedel z enim listom papirja in s točkami in jih je potem odklukal, kaj se da narediti in kaj se da narediti. Ampak na Brionih smo mi doživeli, da tako rečem, neko potrditev naše politike, po drugi strani pa neko zadržanost, ne? 3-mesečni moratorij. Jaz se spomnim, sem iz Brionov telefoniral v Ljubljano,
tako jeznega Janša nisem še nikoli prej doživel. Je rekel, kaj vam je, da ste pristali na tak moratorij, mi jih držimo za vrat, mi imamo njihove kasarne v oblasti, mi smo jim izključili elektriko, ne vem kaj vse. A ste čisto zmešani? No, izkazalo se je, da je bil ta moratorij prav zato postavljen, da bi si vzeli čas tudi v drugih republikah. Pa večina evropskih držav, predvsem pa Američani, so mislili, da je treba rešiti jugoslovanski problem tako, da se za vse republike hkrati reši problem. Slovenija ni problem, problem so Hrvati, seveda, zaradi tega, ker imajo srbski element, in seveda druge republike. Če je mogoče najti neko rešitev za vse, pa ne bojo 5 ali 6, kakorkoli držav, ampak in da so se vzeli 3 mesece časa. No, seveda, te 3 meseci so delovali tudi v Sovjetski zvezi, kjer so se stvari zelo, zelo, bi rekel, dramatično sukale in nas so priznali na predvečer razpada Sovjetske zveze. Jaz mislim, da so nekateri evropski politiki računali, da seveda tisti argument, ki ga je prej Jelko omenil, če razpade Jugoslavija, bo razpadla tudi Sovjetska zveza, ne? Tako da je slab zgled. Oni so v bistvu čakali, da razpade Sovjetska zveza prej, predno oni pridejo do odločitve o priznanju Slovenije in Hrvaške, da ne bi slučajno Evropejcev njih nekdo obtoževal, da so povzročili razpad Sovjetske zveze. Če še malce spregovorimo o osamosvojitveni vojni. Zdaj te besede Milana Kučana, ne, danes so dovoljene sanje, jutri je nov dan. Kako si jih danes razlagate? Janez Janša je večkrat rekel, da je Kučan vedel, kaj se bo zgodilo naslednji dan. Ste vi vedeli, kaj se bo zgodilo naslednji dan, da se pripravljajo tanki, da bodo poskušali našo osamosvojitev preprečiti? In kako ste se takrat pravzaprav bodrili? Ne? Verjetno je nek strah bil med vami samimi, ampak kaj pa ljudje, ne, narod, kako zadržati neko mirnost? Vi ste takrat pravzaprav odpeljal te tiskovne konference v Cankarjevem domu kot minister za informiranje. Šli ste se neke vrste informacijsko vojno, če se spominjate tistih časov? No, jaz bom na to vaše vprašanje začel odgovarjati meseca marca. Meseca marca smo pripravili vajo Premik. In preden se je vaja zgodila, smo imeli hude razprave. Moj predlog je bil, da moramo teritorialno obrambo mobilizirati in jo prepeljati na drug del Slovenije. Kajti vse vaje teritorialne obrambe do tedaj so bile v glavnem v občini. Občinski štab je mobiliziral ljudi, potem so šli na strelišče, so popokali, z naročilnico so jim pripeljali hrano, pa tiste gajbe pira in potem je bila stvar končana, zavlekla se je do večera. Ni bilo pa nobene logistike, ni bilo nobenih premikov. In moj predlog je bil, da mobiliziramo bataljon teritorialne obrambe, na eni strani peljemo čez teren druge pokrajine in tretja pokrajina mora ta bataljon sprejeti. In moj predlog je bil, da gremo iz Dolenjske na severno Primorsko. In jaz sem rekel, zakaj? Se bomo rabili v drugo smer voziti, proti Zagrebu, da tako rečem. Jaz sem pač rekel, zakaj bi jih dražili? Sej dosežemo isto, če gremo na uno stran. Obveljala je njegova, sej on je bil vendarle sekretar za obrambo. In potem smo to naredili. In pripravili smo to vajo tudi zato, da bi politično vodstvo na tej pokazni vaji pripravili na to, da se bo vojna zgodila. Nihče ni hotel verjeti, da bo JLA zares napadla. In mi smo potem res mobilizirali bataljon. V Novi Gorici smo ga peljali čez Notranjsko, pri Ribnici je bilo potem prizorišče. Jaz sem vztrajal na tem, da imamo tudi letalsko komponento, ker bo JLA uporabila aviacijo v Sloveniji za zastraševanje, za bombardiranje in tako naprej. In ne da se nič, ne da se, ni avionov.
poklical sem pač enega sorodnika, ki je bil pilot, pa je v enem, 2 dneh je zbral 4 utve in smo šli. En dan prej. V eni sem bil jaz, v eni je bil Slapar, eno utvo je vozil ta Brodar, ki je vozil tudi predtem te pripadnike gorske reševalne službe na Triglav. Skratka, 4 letala so bila na generalki in čez noč so potem tam, kjer smo pač uprizorili ta napad, so položili se še pirotehniko. Ko je prišla teritorialna obramba, je tam pokalo, se je kadilo, aviacija je napadala, helikopteri so letali. Mi smo uprizorili vojno, kakršna bo. Nihče ni verjel. Mislili smo, da smo podivjani, kako bi rekel, neodgovorni uniformiranci, mularija, ki kle izziva Beograd, ampak točno to se nam je potem zgodilo. In kako naj vam rečem, mi smo dokazali, da smo subjekt, ne objekt. En mesec prej so se začele res prave vojaške priprave, ne le nakup in distribucija tega orožja, ampak recimo milica je takrat upoklicala vse rezerviste, kar so jih imeli v specialnih enotah, posebnih enotah milice, kot se je to takrat imenovalo. In kdorkoli je bil tam, vam bo rekel, da nikoli v življenju ni streljal toliko kot tisti mesec pred razglasitvijo samostojnosti. In milica je bila res psihično je bila pripravljena za oborožen spopad. In njim ni bilo problem odpreti ogenj in stvari narediti. In so bili potem tudi velika moralna opora, pomoč, psihološka pomoč za teritorialno obrambo, ko je šlo zares. No, ti 2 podvprašanji sem še imel, ne, se pravi, je Milan Kučan verjel, da se da osamosvojitev še preprečiti? Kako ste vi razumeli te njegove besede, kako jih lahko danes razumemo? In kot sem že prej spraševal, kako je bilo komunicirati takrat z javnostjo, kako pomembno je bilo to, kar ste počeli v Cankarjevem domu? Zdaj vam jaz rekel nekaj, česar nisem vedel, ampak zadnjič sem bil na pogrebu enega mojih profesorjev in sem tam srečal tudi Cirila Ribičiča, pa sem ga vprašal, kako je bilo tistega 12. junija, ko so šli gorski reševalci z slovensko narodno zastavo na Triglav, kajti tisti dan, ko smo mi, Dimitrij, čakali na prihod Markoviča in zveznega izvršnega sveta in delegaciji je bil tudi admiral Brovet, če se spomniš, jih ni bilo in jih ni bilo. In nismo vedeli, kje so bili. Zdaj vemo, no, da so bili pri opoziciji in da so takrat spraševali, ali je mogoče to odložiti. In odgovor je bil ne, se je bil plebiscit, se jim to nihče drug nič drugega jim niso mogli povedati, ampak so bila tudi druga vprašanja, no, ampak kaj pa ta demos, a se da to na nek način razrahljati ali pa razbiti ali kakorkoli, pa je bilo sporočilo bolj, se bojo sami razpadli, ko bo šlo za res, bojo sami razpadli, se bodo ustrašili odgovornosti in vsega tega. In ko se je vojna začela, se demos ni ustrašil odgovornosti, ni razpadel. V kakšni članici demosa so imeli hudo krizo, ampak razpadu pa ni. Jaz sem te besede tedanjega predsednika predsedstva razumel tisti večer drugače, kot sem jih razumel kasneje. Ampak te besede so pomenljive, kajti morate le vedeti, da JLA ni bila navdušena nad Miloševićem. In oni so ves čas iskali variante preživetja te države, da bi vendarle na vrh spravili kako bolj blago obliko vodenja, da bi bilo več manevrskega prostora. Oni so se borili za svoje preživetje in so seveda računali tudi nekoga iz slovenskega političnega vodstva. In tukaj je ta povezava, ki jo slišite pogosto, da nekomu samostojna Slovenija ni bila intimna opcija. V tistem trenutku zagotovo ne, jaz še nisem slišal, ali je zdaj to intimna opcija ali ni, ampak to je problem te osebe, kako se
skozi to tranzicijo predstavlja slovenski javnosti. Jaz moram reči, da takrat, tisti večer, se mi je zdelo to tako močno sporočilo, ki sem ga pa pozneje, kako bi rekel, izostril in sem ga razumel tudi drugače. In ta zgodba je še vedno ista, se bom vrnil na tisto, kar sem najprej rekel. V poznih 80-ih letih je bila zgodba samo, da ni Janša. In še danes, 35 let, potem se še vedno ukvarjamo s to nočno moro in s tem referendum, ki se ponavlja. Mislim, da smo pravzaprav takrat dokazali, da lahko tudi v najtežjih razmerah tudi z Janšo kaj dosežemo in da ni mogoče v slovenski politiki vnaprej izključevati ljudi na tak način, kot se jih je poskušalo v teh 35 letih. Mene veseli, da je Jelko omenil sposobnost, pripravljenost policije. Policija je bila zelo pomemben faktor v tej vojaški zgodbi in policijo je vodil Igor Bavčar. In ko sem jaz doživljal, recimo, jaz sem bil bolj zunaj tega kroga, sem vedno videl oba dva. Dejansko sta bila vsak trenutek skupaj, tako Bavčar kot Janša, in bi bilo po mojem krivično, če ne bi to poudaril. Ne. Mislim, da je treba videti, kakšen je bil delež policije. Ne samo... Milice takrat. Prosim? Milice se je takrat imenovali. Milice, ja. Je pa meni Bavčar razlagal, da je on imel velike težave znotraj policije oziroma znotraj milice, da je prav lahko obdržal neko disciplino in da je tudi dosegel to, da so bili pripravljeni streljati, zelo preprosto povedano. In oni so bili prvi, ki so odprli ogenj. Ja. Demos je potem vendarle razpadel. Ne? Ste vi vedeli, da se bo to zgodilo, ko bo osamosvojitev zaključena, ko bo ta projekt ključen slovenskega naroda realiziran, da bodo šle zgodbe življenja, politične poti po svoje? Jaz sem takrat razmišljal drugače, kot razmišljam danes. Danes mislim, da je bil razpad Demosa napaka in da je škoda, da je razpadel. Vendarle v tistem trenutku je bilo znotraj Demosa veliko, kaj ne rečem, konfliktov ali pa vprašanj. In nekako sem takrat sklepal, jaz nisem bil niti ne predsednik stranke, niti nič, ampak sem sklepal, da smo tiste glavne zgodovinske naloge opravili, da prav ni kakšne velike potrebe, da na vsak način tiščimo skupaj. In moram reči, da je bil za to, da gremo na razen tudi Pučnik. Jaz se spomnim, da smo imeli prav neke take dosti komične pogovore, ampak vsi smo se čutili olajšani, res pa je, da je takrat prišlo do pobud, da bi zamenjali predsednika vlade. Predsednik vlade je imel pobudo, da bi zamenjal mene, ampak dobro, to je stranska zgodba, ampak kot veste, je takrat se pripravljalo kandidaturo od Bavčarja, da bi Bavčar stopil na mesto Peterleta in seveda, da bi lahko se to zgodilo, bi bilo treba seveda nekako raztrgati tisto celoto, ki je bila. To ni bila najboljša ideja. Jaz osebno seveda sem zelo podpiral Bavčarja, ker sem ga videl pri delu, kako je bil uspešen v tistem času pred vojno. Ne. Je bilo poleg zakonov treba pripraviti tudi gospodarske faktorje. In na čelu te skupine, ki je pripravljala gospodarske spremembe ali pa ki je utrjevala disciplino v gospodarstvu, na čelu tega je bil Bavčar. Tako da, kot rečeno, treba je videti en kup enih faktorjev, ki so na to vplivali, da pa bomo preživeli tudi mi in tisti, da tako rečem, ta bolj sredinski ali pa desno-sredinski del, takrat nismo se bali, da ne bi preživeli. Žal so se stvari potem začele spreminjati, prišel je Drnovšek. Drnovšek je bil po svoje blagor v tistem trenutku dobra rešitev, ampak
seveda tiste prave demosovščine ni bilo več. Ne. Kako vi to vidite, ta razpad Demosa? Jaz zdaj bom nadaljeval tam, ki je Dimitrij nehal. Res je. Pojavili so se očitki, bil je en tak znan govor predsednika predsedstva Milana Kučana, ki ga večkrat omeni Igor Bavčar, v katerem je v bistvu napadel predsednika Peterleta oziroma izvršno veje oblasti, izvršni svet, da premalo dela za to osamosvojitev. V bistvu je šlo za napad na ta izvršni svet. In takrat je bilo pač odločeno, da se bo tale napad absorbiral in takrat je Igor Bavčar prevzel koordinacijo. Torej, ta osamosvojitev je bila zelo zahteven zalogaj. Bilo je 13 podprojektov tega projekta osamosvojitve. Jaz sem se priključil zadnji, ker smo prišli tam konec septembra kot okrepitev vlade. Prišel je Andro Ocvirk, ki je že bil prej v zvezni vladi podpredsednik in je bil v tistem trenutku sila dragocen, ker je znal na lep način z Markovičem. Ja, seveda bomo. Boste plačali? Ja, seveda bomo. Tak način. Kratka, je znal kupovati vreme. Prišel je tudi Dušan Šešok, sekretar za finance takrat. To je bilo tudi nekaj čisto novega, prej je bila samo zgodba, denarja ni za nobeno stvar. In jaz sem prevzel informiranje za mojim predhodnikom, ki mu ni kaj očitati, ampak pač razmere so se spremenile in po vseh tistih srečanjih predsednikov republiških vodstev in avtonomnih pokrajin, ki so rotirali po Jugoslaviji. Zadnje je bilo to srečanje tam na Brdu, se je pokazalo, da na tak način ne bo šlo naprej. No in takrat smo prišli noter v to vlado, da bi jo ukrepili. Meni je ostalo zelo malo časa, maj pa malo junija, da poskrbimo za vse, ne le tiskovno središče tam v Cankarjevem domu, pa Slovensko tiskovno agencijo. Treba je bilo pripraviti elektronske medije za delo in moram reči, da sem imel 2 taka zelo mučna sestanka z uredniki. Nihče ni bil sposoben razumeti, da bo prišlo do vojaškega napada, da bo JLA intervenirala v Sloveniji. Nihče si ni znal predstavljati, da bi lahko bombardiralo Dajnike, kar se je potem dogajalo iz dneva v dan in podobne stvari. In to je bilo, da tako rečem, naporno. Ampak ta koordinacija je bila uspešna. In vojna je pokazala, da smo se dobro pripravili. Torej, mi smo začeli producirati protitankovske ovire. Vsega je bilo potem naenkrat na voljo. Pokazalo se je, da država funkcionira, da se brani in je zato tudi preživela. Ampak vaše vprašanje je bilo Demos. Ne? Anekdota. Jaz sem bil potem enkrat povabljen na neko kosilo, tamle za Bežigradom. Gospodinja je to naredila v svojem stanovanju, sodelovali smo pa 3. Igor Bavčar, Janez Janša, pa jaz. Jaz sem bil kao moderator med njima. In en del pogovora je bil sila mučen. Dimitrij je govoril, da se je pripravljalo Bavčarja, da bi prevzel vlado. Ampak to se je preprosto zgodilo in Bavčarja nihče nič ni vprašal. Enostavno je prišel predlog, da se predsednika izvršnega sveta Peterleta umakne. Najprej dr. Bučarja na ustavno sodišče, Peterleta v skupščino in da Bavčar prevzame kot koordinator funkcijo predsednika vlade. No, ampak bilo je tako močno vzdušje. Ampak zakaj se je menjalo Peterleta? Samo malo. In Bavčar je naenkrat rekel, pa dobro, če ste se že to zamislili, zakaj pa nisi mene vprašal? Je vprašal Janeza Janšo.
In Janez Janša gledal v mizo v tla in je rekel, ja pa sej si edini in še najboljši. V tem slogu je šlo. Ampak bom rekel, vedno so obstajala ozadja, ki so kombinirala in šahirala in to se je pač tako zgodilo. Jaz sem na tistem pogovoru pač rekel, da to ni najbolj pametna poteza. Dimitrij je prej govoril, da je bil Janša skrajno nezadovoljen takrat po Brionih. Tudi jaz sem bil med manj zadovoljnimi ali pa sem bil celo glasen takrat, ko smo bili v zaprtem krogu. Veste, v vojni je bilo ključno to, da smo jih obkolili in da nam niso mogli nič, ker smo jim bili tako blizu. Ko pa ti JLA pa teritorijalno obrambo razdvojiš, ima pa JLA še vedno orožje dolgega dometa. In če greš ti dovolj stran od njih, te lahko resno ogrozijo. In to razdvajanje sil je nek zelo, zelo velik problem. In jaz sem na tem pogovoru posebej rekel, dokler se JLA iz Slovenije ne umakne, je to neprimerno dejanje. Mi ne moramo menjati vlade, ker potem lahko ocenijo, da je ta vlada zdaj še šibkejša, pa še ni vhodana, kot rečejo na jugu, in tisti, ki uporabljajo termin ni vhodana, se lahko premislijo. To so bili strahovi, s katerimi smo se soočali. Do zamenjave je potem prišlo, ampak bistveno kasneje se je čakalo na mednarodno priznanje, na Vatikan, na Evropsko skupnost, na ZDA in potem se je stvar zgodila. Ena pripomba, če smem, glede Brionov. Seveda, mi smo se tam kregali, pa tako naprej, dosegli nek kompromis s tistim 3-mesečnim moratorijem, ki je bil predvsem v funkciji čakanja na druge republike, ampak kakorkoli. Ampak bistveno, to pogosto pozabimo reči, Drnovšek se je praktično za hrbtom slovenske vlade, jaz sem ga gledal tam v enem kotu, je stal skupaj z Jovičem, dogovarjal o tem, da se bo vojska umaknila iz Slovenije. In on je bil pri tem dogovarjanju z Jovičem, ki je bil takrat predsednik predsedstva, uspešen. In dejansko je potem zvezno predsedstvo kmalu, torej tisto jesen, doseglo sklep, da se vojska umakne iz Slovenije. Edini, ki je bil proti, je bil seveda Mesić, ki se je bal, da bo vojska iz Slovenije prišla na Hrvaško. To je bil pa nov problem. Ampak hočem reči, ne smemo pozabiti na to, da se je seveda dogajalo še marsikaj v zakulisju tega dogajanja, ki je splošno znano. Ja, ampak zdaj, ko sem ravno z Dimitrijem skupaj, midva sva bila v Zagrebu tam neki 4-5 dan, po noči smo noreli kle dol z avtomobili, za Savo, po ovinkih, po 2 kolesih, vem, da je bilo predvsej mučno in prišli smo dol predsednika Tudžmana in Mesića še ni bilo. To je bila tista noč, ko je Mesić prevzel vodenje predsedstva SFRJ in čakali smo jih ure in ure, midva so šla malo spat, zasluženo, in vem, da sva padla v znak v isti sekundi, tam nekje okrog 2:30 zjutraj so prišli, Mesić se je, letela sta vsak svojim letalom, češ da v strahu, da ne bi jela katerega koli od njiju se strelila, tako daleč so stvari šle in tam so padle tudi trde besede. Vem, da mi je dvignilo pritisk, ko sem slišal, igrajo se oni operetno Grata v Sloveniji. In prišla je trojka, De Michelis je bil najbolj glasen v odzivu in krohotanju in jaz sem mu to na smrt zameril. Tudi ko sva se kasneje srečevala v Evropskem parlamentu, mi je vedno rekel, vi me ne marate, ampak nič za to.
In ko smo vrnili odlikovanja, sem jaz prav Demikelisa navedel kot razlog, zakaj vračam to odlikovanje. Mimogrede, to odlikovanje je potem šlo na veleposlaništvo, da se mu ga izroči in nikoli ga ni potem v nadaljevanju prevzel in je tam pravzaprav ostal. No, ampak sam nekaj bi rad povedal. Mi smo šli nekega lepega dne v juniju. Igor Bavčar, Janša, jaz in moj namestnik v Zagreb, da bi se srečali s hrvaško stranjo. Jaz sem šel na njihovo Hino, njihovo tiskovno agencijo, k direktorju. Bavčar in Janša sta bila pa z Bolkovcem in Špegljem. In ni bilo 4 ure tega pogovora, sem že dobil klic od njiju, da se stvari ne odvijajo dobro in da naj se čim prej pridružim. In zaključili smo na sekretariatu za informiranje in sem prišel tja in pa se je zgodba ponovila in bom samo en citat povedal. Bolkovac je rekel, on je bil Zagorec, je govoril o tem njihovem dialektu. In nam je rekel, nam 3, sam 3 smo sedeli tam zraven, je rekel, deco, nas 3, ki smo bili bistveno mlajši od njih, ne, je rekel, deco, pa nečete valjda napraviti granico sa nama. In Bavčar je prinesel načrt vzpostavitve mejnih kontrolnih točk, kontaktne osebe, telefone, kdo je za kaj pristojen. Mi smo hoteli s hrvaške strani to dobiti. To je bil za njih popoln šok. Pa smo bili tik pred skrajnim rokom. In bom skrajšal. Ko se je to končalo, smo leteli nazaj in je bilo vsem 3 jasno, da iz tistega dogovora, da nam bo Hrvaška pomagala ob razglasitvi, v obrambi Slovenije, ne bo nič. In od tistega trenutka naprej je bilo jasno, da se moramo zanesti sami nase in zato smo se tudi toliko bolj odločno pripravili na tisti trenutek, ko bo do napada prišlo. Še bi lahko razpravljali o teh zgodbah, nimamo žal toliko časa. Želel sem samo vprašati, zakaj se je menjalo Lojzeta Peterleta, kako je potem nastopil svoj skoraj 10 let dolg mandat Janez Drnovšek in kaj je bilo vse zamujenega v tem obdobju na očitke, da tranzicija še kar traja, da ni bila izpeljana do konca. Kako bi gledali na to, če zaključimo to debato počasi? Jaz sem že prej rekel, da danes razmišljam nekoliko drugače, kot sem razmišljal takrat. Res pa je, da jaz sem bil v Drnovškovi vladi, tisti prvi vladi, ampak to samo par mesecev. In potem so bile volitve in jaz nisem bil v vladi. In pa sem bil župan in sem šel v Washington in tako naprej, tako da marsičesa ne vem. Moram pa reči, da ko je prej Jelko govoril o Demikelisu, kot našemu nasprotniku, ja, pozneje, več let pozneje mi je Demikelis rekel, jaz imam samo 2 prijatelja v Sloveniji, Milana Kučana in tebe. Zakaj? On je v bistvu igral na obe strani. On je, po en stran so socialisti, socialdemokrati ali socialisti so bili, oni so imeli neko linijo, da razpada Jugoslavije ne podpirajo, po drugi strani je pa on bil pod vplivom Andreotija, oziroma, bom rekel, Vatikana, vendarle, da je razumel, do česa bo prišlo in je tudi pomagal na koncu Genšerju dobiti rezultat, ki je bil seveda, kaj ne rečem, odločilen, 16. decembra 1991. Pa še nekaj moram reči, mi ne bi tako lahko in tako hitro dobili mednarodnega priznanja, ko ne bi bilo mnenj tako imane arbitražne komisije, ki jo je vodil Robert Badinter, to se pravi predsednik Ustavnega sodišča Francije. On je napisal, Jugoslavija je v procesu razpadanja. To je bil tisti ključni stavek, ki je pomenil
konc zgodbe. Ampak vprašanje, kaj je šlo potem v 90-ih po vašem narobe? Kako? Kaj je šlo potem v 90-ih po vašem narobe? V 90-ih, kot rečeno, jaz en velik del tega časa nisem bil zraven, ampak kot jaz razumem, je Milan Kučan prvo obdobje sodeloval z Demosom tudi zaradi lastnih interesov, preživetja in zaradi mednarodnega priznanja, mednarodnega okolja, tega, kar so mu tuji državniki razlagali in tako naprej. Potem je pa on začel, je spreminjal smer. Ne? In jaz mislim, da težave, ki smo jih imeli v 90-ih letih, drugi polovici 90-ih let, spomnite se, da smo mi vrnili odlikovanja Kučanu. Takrat seveda smo doživljali, tako rečem, mi, začetniki tega gibanja, smo doživljali kot neke sorte restauracijo, kot neke sorte vrnitev starega ali pa vračanje starega režima. In mnogih težav, seveda, ki smo jih imeli, se mi zdi, da je bilo krivo ravno to. Janez Drnovšek seveda je bil zelo sposoben diplomatsko in sploh in je znal na nek način lansirati oziroma loviti ravnotežje med tema dvema stranema. Jaz vem, da sem sam enkrat pomagal doseči nek sporazum med Kučanom in njim, sta bila sprta. Torej, ta spor je bil še, bi rekel, dodatek tistim drugim, tretjim sporom. Tako da, takrat je po razpadu Demosa so bile stvari precej, bi rekel, raztrgane. Vaše mnenje? Torej, jaz mislim, da je to relativno lahko ugotoviti, ne. Slovenija je bila vodena premalo odločno. Mi bi vendarle morali to transformacijo iz socializma v odprto tržno ekonomijo razvijati, generirati, pospeševati veliko hitreje. Vse to, kar se ni zgodilo v 90-ih letih, nas je udarilo potem v prvem desetletju tega tisočletja. Jaz mislim, da smo imeli en problem. En problem je bil ta, da leta 1997 v Madridu nismo bili povabljeni v NATO. Če bi bili povabljeni v NATO, bi tudi mentalno se uvrstili v ta zahodni del, miselni vzorec. Imeli bi prej in več tujih investicij, teh greenfield začetnih investicij, in Slovenija bi se gospodarsko hitreje transformirala. Mi smo pa zaostajali na tem področju in privatizacija se je začela pri nas dogajati šele po letu 2000. In ko je prišla ta velika finančna kriza, konc prvega desetletja, smo bili mi v tisti najbolj kritični fazi, ko so ljudje, menedžment, ki je privatiziral, imeli najete velike kreditne linije za to, da bi se ta proces izpeljal, je prišlo do katastrofalnih posledic in mi smo takrat izgubili ogromen del GDP-ja. Takrat smo klecnili dobesedno in vzhod nove demokracije, od Poljske, kledal so nas takrat lovili in so napredovali, mi smo pa takrat počepnili in to se nam pozna še danes. Zdaj smo imeli pač to koalicijo, za katero se je jasno videlo, da ena od teh strank diktira dvema drugima strankama in temu socialističnemu revivalu, ne, enostavno ni bilo nobenega učinkovitega proti orožja. V tem trenutku smo dosegli mentalni preskok, da vendarle moramo pomagati gospodarstvu, da je od tistih, ki vodijo gospodarstvo, odvisno od vse, da potrebujemo hitrejši gospodarski razvoj, transformacijo, prilagoditev, nove tehnologije. To nam je takrat umanjkalo. To vladi predsednika Drnovška ni uspelo realizirati, potem smo bili pa že v novem tisočletju.
To se mi zdi, da je bil velik problem, katerega posledice vidimo še zdaj. Drugje, v drugih socialističnih državah, so velik del svojega napredka generirali s tujimi vlaganji, z vlagatelji, ki so prišli iz Zahoda. Se je pa zgodil zdaj odboj na drugo stran, dobili smo morda pa tudi najbolj desno vlado do zdaj in marsikdo polaga upanje vanjo, da bo tranzicija zaključena. Na tej točki bomo morali končati, vajne zgodbe bi lahko človek poslušal še več dni, ampak hvala vam obema za današnji prispevek, bilo je zelo zanimivo. Hvala za povabilo. Vam pa spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, hvala za pozornost, gledajte nas še naprej.